Pozdravljeni v srečnem življenju. A veste, kaj sem naredila? Registrirala sem blagovno znamko Minka Gantar, kar dejstvo je iz mojih knjig, pa kart ne morem zbrisati. Pač Minka Gantar in sem lepo naredila iz Minke Gantar blagovno znamko. In zdaj bom v bistvu vse objavljala pod Minka Gantar, tudi kjerkoli pač knjiga ta nova, ki izide, bo pod Minka Gantar. Jaz privatno sem pa zdaj majčkeno ločila moj del življenja stran od poslovnega, tako da v glavnem, ja, na koncu se je izkazalo, da je to bila najboljša odločitev, kar sem naredila, da sem spremenila ime, ampak v glavnem za posel bom uporabljala normalno naprej Minka Gantar. Na spletni strani boste lahko videli, bo pač na Facebook strani Minka Srečno življenje, potem YouTube kanal Minka Srečno življenje, tako da na knjigah Minka Gantar ostaja. Zdaj vam bi pa rada pokazala ta novo knjigo. V bistvu boste vi videli ta prvi naslovnico. Mislim, da je zdaj to. Čakajte, jaz upam, da bom lahko to obrnila, da boste vi kaj videli. Aha, to je moj YouTube kanal. Ampak gremo semle na daram. Glejte, to je naslovnica nove knjige, ko imajo moški hormoni žur. Tako da, in potem zdaj, če pogledamo to vsebino, tako dobro je nastala tale knjiga. Tukaj je ta prvi naslov, kaj je dobro, da kralj Matjaž in kraljica Alenčica vesta o hormonih. In celo zgodbo začenjam s tem, ko se kralj Matjaž prebudi po tisočletnem spancu. Zdaj kraljica Alenčica je že majčkeno vse prišla od spanca in nekatere kraljice v Sloveniji se že prebujajo, medtem ko moški kralj slovenski je pa še tako leze po konci za kamnite mize, zato ker pač jaz čutim, da je čas, da se slovenski kralj Matjaž zbudi. No, in zdaj seveda mora kralj Matjaž vedeti, kaj mora narediti, da se spravi v formo, po drugi strani pa Alenčica mora vedeti, da če bo ona nergala, pa se pritoževala, kaj vse ne naredi in kako z njim ni nič, bo izza kamnite mize, ali pa izza mize se prestavil na kavč, v rokah bo imel daljinca, pa tečem bo. Pač tega kralja si nobena ne želi, ni to tako. No in v glavnem potem razlagam, vam bom zdaj šla pokazati naprej po knjigi. Glejte, naprej razlagam v knjigi o hormonih in ta prva zgodba se začne o tem, ko sem imela delavce tukaj pri nas, pri meni, in razlagam tem delavcem, da pišem knjigo o moških hormonih in eden od teh pa se poznamo, reče, a daj no, mi desci hormonov nimamo. In v tistem sem samo ustrelila, kar je pač iz mene prišlo, ampak bi vzela nazaj v besedo, veste, tisto, ko narediš, ampak je že odletel. V glavnem, v tistem, ko on reče, mi nimamo hormonov, rečem, če nimaš hormonov, ti ne stoji. In on v tisto bo zame kladu in zabija naprej. Ups, zadela sem žebljico na glavico. Ni bilo preveč premišljeno, ampak niti nisem pomislila, da ima lahko probleme s hormoni. No in dejstvo je, da moški, ki imajo kakršnekoli težave z prostato, z erekcijo, vse to je povezano dejansko s hormoni. Seveda, moški, ki se prehitro starajo, ki se jim povesijo, pa ne samo tukaj, ampak nastanejo te kurje prsi, veste, te povečanje prsi, to je pokazatelj, da ima premehno količino moškega hormona testosterona in preveliko količino ženskega hormona estrogena. No in tukaj na začetku razlagam zelo tehnično, tako po razpredelnici, se pravi, na kaj vpliva, kje se nahaja določen hormon, kako deluje, kje lahko več preberete o tem. No, potem pa grem naprej, na kratko pač te hormone opišem, tako da je dejansko vse na kratko stresni hormon kortizol. Kdor ga ima preveč, je dejansko takole. Pač ne zmore, preveč je vsega, ne zmore se niti naspati. Potem je drugi hormon DHEA. Če ga imamo premalo, se redimo v trebuh. Potem pa ta moški hormon testosteron pa vpliva dejansko na prirast mišične mase, tvorbo rdečih krvničk, uravnavanje spolne sle, doseganje erekcije, proizvajanje sperme, delovanje testisov, topljenje maščobnih oblog,
vpliva na kosti in tako naprej. In sčasoma moškim upada hormon in če moški zavestno nekaj ne naredi v tej smeri, da ga pač ohranja, pač počasi pristane, glejte, pri 70 letih na samo 20% tega moškega hormona, ki ga je imel nekoč pri 20 letih. Ja, veste, kaj to pomeni? Dejansko ta gospod je star. In saj si noben ne želi biti star, ne? Saj se vsi staramo, ne nazadnje. Ampak, če moškemu upada moški hormon testosteron, ima potem, glejte, en od znakov je vzdolžne črte na nohtih, zmanjšana poraščenost, suhe oči, povečana maščobnih oblog okoli trebuha in debelost, povečanje prsi, celulit, otekanje, šibkejši srčni utrip, krčne žile, pogosto tiščanje na vodo, težave s plodnostjo, zmanjšanje mišične mase, težje doživljanje orgazma in zvišan glas. In to je dejansko ta višji moški glas, ki je tako neprijeten, dejansko kaže na to, da ima moški pomanjkanje moškega hormona testosterona. No, poleg tega pa, da ima fizične znake, se pa pač vse ostalo tudi pozna pri tem na psihičnem počutju, ker se poveča tesnoba, razdražljivost, zaskrbljenost se poveča, manjša družabnost in v bistvu mi ženske, ko opazujemo moškega, ki se mu manjša hormon testosteron, imamo občutek, kot da se nekam umika v eno votlino in iz tiste votline laja. Lahko je ta votlina njegov kavč. Moj oče pravi, da moški rabijo kujavank. Kujavank poznate, kaj je to. Kojavnik, kujavank po naše, po gorenjsko. Kujavank je prostor, kamor se zateče moški, da obnovi svoje iztrošene zaloge. In to je prostor, kjer se načeloma lahko druži z moškimi in kjer dela stvari tako bolj po svoje, brez prisotnosti ženske. In mnogi moški nimajo nekega prostora, kamor se umaknejo in potem so zmeraj bolj nezadovoljni in tudi vedno manj mogoče tega druženja z moškimi. Ker prav moški, ko se družijo z moškimi, se jim poveča moški hormon testosteron. Poleg tega se pa pojavi slab spomin, pojav depresije, slabša koncentracija in v glavnem začaran krog. No pa naprej pišem, ali samo zadovoljevanje znižuje raven testosterona. Boste prebrali. Je zanimivo, ker nekateri viri pišejo, da recimo bi moški mogli se 3-krat na teden izprazniti, pač doživeti orgazem, zaradi tega, da ohranjajo moške hormone pa prostato v delovanju. Ampak raziskave so pokazale, da dejansko enkrat na teden ljubljenje povečuje moške hormone, medtem ko samo zadovoljevanje in sploh pornografija ne vplivata na moške hormone pozitivno. No, potem naprej andropavza. Kaj se zgodi, ko moški pač pride, tako kot mi ženska v menopavzo, tudi moški pride v andropavzo. In zdaj, kako moški pač opazi, da se nekaj dogaja in v glavnem predvsem to, da je s prostato nekaj narobe, so težave s curkom, uriniranja. V glavnem, in tukaj pišem naprej, kako lahko za te strupe ven spravi z telesa in kaj mora narediti, da se stanje njegovega telesa spravi v ravnovesje. Pa govorimo o adaptogenih, se pravi o snoveh, ki vplivajo na obnovo. A vam še malo pokažem knjigo, da tako sem zadovoljna. Dobra knjiga je nastala. Hormon DHEA je odgovoren za obnovo telesa in za topljenje maščob okoli pasu, hkrati pa ta hormon DHEA vpliva, prav iz tega hormona se tvori moški hormon testosteron, pri moških in pri ženskah se tvori estrogen. No, tako da zato je tako pomemben in seveda, kdor je v stresu, se mu zelo pač upočasni ta del obnove njegovega telesa. Pomanjkanje spanja redi, pospešeno se zmanjšuje tudi raven testosterona, se pravi čim več spati, in šport spodbuja moške hormone,
zelo, sploh aktivni šport spodbuja moške hormone in potem pač tukaj res govorim po športu pivo, potem naprej hranilne snovi, ki krepijo hormone in govorim naprej o aminokislinah, recimo znaki pomanjkanja B5 vitamina, izpadanje las. In recimo moškim, ki izpadajo lasje, prezgodne stivenje, bi mogli dejansko namerno uživati avokado, arašide, orehe, mandlje, sezam, suhe marelice, fige in v glavnem zmanjšati kavo in stres. Zaradi tega, ker kava in stres izplavljata iz telesa pač ta ključen vitamin za dobro počutje. In se pravi, B5 vitamin zavira vnetje. In kdor ima kar naprej neka vnetja v telesu, mu manjka verjetno vitamina B5. Pol tukaj vitamin B6 naprej, pa B9, pa B12. Zdaj mogoče pomislite na prvo žogo, da je skoraj isto kot v hormonih, ko imajo hormoni žur, ampak ne, lejte, bakar je mineral mladostnega videza. To je novo. Tega ni v knjigi, ko imajo hormoni žur. Potem jod je mineral zdravega hujšanja. Potem je tukaj naprej kalcij, je mineral stabilnosti. Potem imamo naprej kalij, je mineral razstrupljanja. In spet, kje ga dobimo, kako poskrbeti za svoje zdravje. Krom je mineral lepe postave. Potem imamo magnezij, je mineral energije. In kje ga dobimo, cink, ta pa ključen za moške hormone, je mineral moške zmogljivosti. Moški, ki imajo zadosto količino cinka, pač dejansko, lejte, imajo hormonsko stanje v ravnovesju, imajo razni hormon, se jim razstruplja telo, spodbuja celjenje ran, zmanjša vnetja, spodbuja sposobnost krčenja mišic, spodbuja psihično čilost, vpliva na izločanje inzulina in predvsem pri moških vsakič, ko doživijo izliv, se zmanjša vrednost, se porabi tudi cink. In zato moški, sploh tisti, ki potrebujejo, ali pa ki želijo zanositi, mislim, vse sem prav povedala, ne? Se pravi, par, ki želi zanositi, moški potrebujejo v tem primeru večje količine cinka. No in potem naprej govorimo o siliciju, pa selenu, pa žveplu in sploh žveplo je mineral kralj razstrupljanja, mojster razstrupljanja. Brez žvepla dejansko se ne zgodi nič. In zdaj, če pogledamo, sulforafan je snov, ki jo dobimo v brokoliju, v ohrovtu, cvetači, tudi v zeleni. In sulfor je dejansko verjetno latinsko ime za žveplo in v bistvu je to spojina, žveplova spojina, ki deluje na to, da povleče ven težke kovine, ki deluje na to, da se naše telo razstrupi. In v glavnem, kdor ima pomanjkanje žvepla, mu peša spomin. Sem že videla, da je nam vejca manjka. Na strani 85, na strani 85 mi manjka ena vejca. Prebavne motnje, krči v mišicah, krhki nohti in lasje, počasno celjenje rast, počasno celjenje last, krhki nohti, lasje in povečanje raka mehkih tkiv v primeru, če imate pomanjkanje žvepla, ki ga dobite fižol, zrno, zelje, česen, čebula, se pravi vse, kar je pri kuhanju nekoliko tako smrdečega okusa ali vonja. No, potem pa gremo naprej na aminokisline, ker tudi tega o tem še nisem pisala. Sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, o beljakovinah, to ja, načeloma, ki jih dobimo in zakaj so potrebne in kako lahko zračunate zadostno količino beljakovin za vaše telo. Ampak beljakovine se razgradijo na manjše delce, na aminokisline. In aminokisline delujejo na proizvajanje hormonov in zdaj, če pogledamo prav triptofan. Triptofan je osnovni gradnik hormonov zadovoljstva. Brez triptofana padete v depresijo. In zdaj, kje dobite triptofan? Mleko in vsi mlečni izdelki, pršut, špinača, proso, riž, sončnično in sezamovo seme, pšenični kalčki in tudi jajca. No in potem naprej,
čakajte, bom šla tukaj naprej dol, tukaj vsako aminokislino posebej pola razložim, ki jo dobite, recimo aminokislina arginin je naravni afrodizijak. Tako da, kaj morate jesti, glejte, italijanski trdi sir grando padano, losos, ribe, poranje meso, goveje meso, pršut, lešniki, temna čokolada, rjav riž, ovsena kaša. No in potem tukaj govorimo o vseh teh aminokislinah, ki so potrebne in to nekaj podobnega ni napisanega nikjer, prav nikjer. Jaz sem pač vire vlekla iz tuje literature, dejansko tako pregledno je vse skupaj. Recimo aminokislina lizin naloge pomaga zviševati plodnost in povečuje zbranost. Se pravi, brez tega, brez lizina ni karnitina. Karnitin je voziček, ki vozi maščobne molekule na kurjenje. In zdaj, kaj se zgodi, kako veste, da vam ga manjka? Se pravi, kronična utrujenost, možganska megla, krvavo podplute oči, izpadanje las, neplodnost, nezmožnost hujšanja, obolevanje za herpesom. In kje ga dobite? Se pravi, vsa beljakovinska hrana, ampak predvsem ribe, goveje meso, svinjina, mleko in mlečni izdelki, grah, špinača, pšenični kalčki. Pač, a ne, se vsi to jemo, samo zdaj, kje se pa lahko zatakne? Ker včasih beljakovine se ne morejo razgraditi na manjše delce, ker se razgrajujejo v želodcu. In če imamo premehno količino kisline v želodcu, se dejansko ne razgradijo na manjše delce. No, potem naprej vam še pokažem knjigo. Jaz se jo zdaj že toliko časa gledam, da sem že čist noter. To je pa triptofan. Se pravi, če vam manjka triptofana, ne morete biti takeli moški, imate depresijo, nespečnost, občutek ohromelosti, migrenske glavoboli, občutek popolne sesutosti. In v glavnem se ne tvori B3 vitamin, v glavnem in komur manjka triptofana, se lahko zgodi, da postane odvisnik od alkohola, kar enostavno nima nekih povezav, vse noter in mu že deluje telo čisto po svoje. Tako da ja, to je prva polovica knjige, se vam veliko zapovedati. Nastalo je spet skoraj 400 strani. Vrhunska knjiga je nastala. Jaz sem res navdušena. Veste, kako sem se včeraj počutila, ko sem zdaj končno zaključila vse in knjiga se tiska, naslovnica je narejena. Tako sem se počutila, kot da bi tekla maraton in da moram počivati. In dejansko sem bila cel dan tako, počivala sem. Enostavno se mi izdelo, da rabam tako delati nič. In no, sem se že spet v svoji ta pravi energiji. No, v glavnem vam še naprej pokažem. To je zdaj prvi del te moje knjige, ko imajo moški hormoni žur. Živila, ki vplivajo na stanje prostate, ohranimo zdravo prostato. Potem je pa tukaj naprej, vegetarijanci imajo boljše stanje prostate, 15 super živil za moške hormone in prostato. Tukaj o tem govorim in potem pa gremo naprej na zelišča. Tukaj je primer, odličen zajtrk, kako si vi sestavite prav zajtrk za delovanje prostate in v bistvu ta nasvet mi je povedal en čebelar in je rekel, da odkar on to dela, se mu je stanje prostate izboljšalo. No, potrdila je tudi njegova žena, da se je pač stanje izboljšalo. V glavnem pa naprej prehranska dopolnila za moške hormone in naprej zelišča, ki vplivajo na moške hormone. Čebula, cimet, čili, šetraj, palma in tako naprej. In zdaj mogoče pomislite ženske. Pa ta knjiga ni zame, če je to čist za moške. Veste še, kako je za vas? Veste, zakaj ženske? Zaradi tega, ker ženske, ki ste v moški energiji, morate vedeti, kaj morate narediti, da boste vi spravili sebe v ravnovesje. Ker če se vam tvori preveč moškega hormona, testosterona, boste postale poraščene,
Redile se boste, v stresu boste, imele boste policistične jajčnike, imele boste en kup enih avtoimunih obolenj in dejansko morate vedeti, kaj je potrebno narediti, da sebe spravite nazaj v žensko energijo. No, ker potem pa naprej govorim, tukaj v tej knjigi, no, seveda pa govorim težave z erekcijo in tukaj gremo pa na čustveno stanje. In čustveno stanje je pa tisto, ki je najbolj pomembno, ampak o tem bom en drug video posnela, ker je toliko obsežna zadeva, glede vsega, ampak toliko je dobro nastala ta knjiga. Vam še kaj pokažem. Glejte, čakajte. To je zdaj zaključek tega tehničnega dela. Ne glede na to, kakšna starost je, vsi imamo hormone. In v starost, če mi peljemo hormone, tako ženske kot moški, pa tukaj ne govorimo o plodnosti, ampak o ženskih hormonih in o moških hormonih, pomeni, da se naše telo bolj počasi stara. No, in potem pa grem na podzavest. Glejte, kaj je dobro, da kralj Matjaž in kraljica Lenčica vesta o podzavesti. Išči modrost, ki bo razvozlala tvoj vozel, išči pot, ki zahteva celotno tvojo bit, je rekel Rumi. In Rumi je rekel naprej, tvoja naloga ni v tem, da iščeš ljubezen, ampak le, da iščeš in najdeš vse prepreke v sebi, ki si jih zgradil zoper njo. In potem pravim naprej. Čakajte, a vi sploh vidite tole dobro? Čustva, kaj rečejo moški? Pusti, kdo bi se ukvarjal s tem? Bolečina? Saj si dec, prebol. Strah? Saj se vedeš, ko je ena pička. Hormoni? Nekaj, kar povzroča, da imajo ženske čustvene težave. Delavnice za osebno rast? Nekaj, kar je za ženske. Delo na sebi? No ja, moški vejo, kako se dela na sebe, ne? No, v glavnem, in gremo na minsko polje čustev. To minsko polje čustev je pa nekaj, kar je bolj pametno pobegati pred tem. In telo kot zemljevid, o tem sem že pisala v čakrah, in potem stres in podzavest in kako prepoznamo podzavestne motnje in zaključevanje karmičnih lekcij in tako naprej. V glavnem, ja. Dobro je nastalo. Tako sem zadovoljna, ker čutim, da sem s tem zaključila eno, mogoče celo svoje poglavje, eno poglavje v mojem življenju. Ker veste, da vse skupaj, kar delam, kar učim skozi svojo pot. In očitno sem skozi to knjigo zdaj dokončno predelala tudi svojo mladost, partnerski odnos in dejansko zaključujem to knjigo. Vam bom zdaj pokazala zaključek še. Zaključujem to knjigo, tukaj je kazalo, ampak še pred kazalom, tukaj so še moje knjige, pred kazalom, zdaj grem zadnje strani gor, pa viri, pa literatura in pot naprej. In zdaj, če preberem ta zadnje vrstice, ki so tukaj noter napisane. Kaj si želite? Sami sebi napišite pismo iz prihodnosti. Napišite si pismo, kot da je danes 5 let naprej. S kom živite? Kako je videti vaš partnerski odnos? Kako so videti vaši dragi? Kako so videti vaši otroci? Kaj delate? Kje živite? Kakšnega zdravja ste? To je vaša namera. Tja želite priti. In to je vaša vibracija. In ta vibracija dejansko določa vašo pot. No, in tukaj noter govorim o ljubečem povezovanju, verjamem v čudeže, res verjamem v čudeže, zato ker čudeži se dogajajo tukaj okrog nas, vsak dan. Govorim o tem, glejte spet Rumijev citat. Kako boš dobil v roke biser, če boš morje samo gledal? Če želiš imeti biser, postani potapljač. Potapljač mora imeti naslednje lastnosti. Svoje življenje mora zaupati vrvi in prijatelju zgoraj, skočiti mora na glavo
in prenehati z dihanjem. Ja, in zdaj, kogar je strah potapljanja, se sigurno ne bo potapljal, a ne? In ja, v knjigi govorim o tem, kako pozdraviš strah pred potapljanjem, kako pozdraviš strah pred vodo, če primerjamo, da je voda energija ženske ljubezni, kako mi ženske pozdravimo strah pred soncem, če si predstavljamo, da je sonce moška ljubezen. Pač ne moramo živeti v harmoničnih odnosih, dokler imamo v sebi strah. Je nemogoč, ker delujemo po nekih kodah in te kode so nam bile vsiljene, določene kode, jih sabo vlečemo iz preteklih življenj, ampak je čas, da pozdravimo te svoje rane in da postanemo najboljša različica sami sebe. Tako, tisto, kar smo v sebi, največ. Tako da, gremo še na kakšno pozitivno sporočilo s kar prehodu na novo dobo, da vidim. Za vse tiste, ki vas bo tale knjiga, ko imajo moški hormoni, poklicala. Ko imajo moški hormoni žur poklicala. Da vidimo, kaj je tisto sporočilo za vas. Zaupajte Božji hitrosti in čas je za hvaležnost in čas je za slovo in pripadnost. Kakšen odnos včasih mora odbiti, ker kakšen odnos nas včasih uči kakšne lekcije v našem življenju in včasih nas uči zgolj imeti sebe mečkam bolj rad, včasih nas kakšen odnos uči, kako sebe postaviti na prvo mesto, se upravičujem. Včasih nas kakšen odnos uči lekcije hvaležnosti, včasih zgolj za življenje, za to, da živiš. In druga stvar, čas je za napredek v vašem življenju. Napredek se lahko zgodi šele takrat, ko zmoremo počistiti neke kode, nekaj, kar nas vleče nazaj in narediti korak naprej in se osvoboditi in zadihati z novo energijo. In ja, takrat se marsikaj spremeni. Tako da, ja, uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodi srečno življenje.